Slovenija se sooča s krizo v izobraževanju, katere najbolj očiten izraz je pomanjkanje učiteljev in drugega osebja v šolah. Učiteljska populacija se stara, beležimo pa pomanjkanje mladih, ki bi se odločali za učiteljski poklic, opozarjajo v šolskem sindikatu SVIZ. Na 2 dolenjskih šolah smo preverili, kako rešujejo kadrovsko stisko. Novi ravnatelj osnovne šole Otočec Matej Šiško se je moral ob nastopu nove vloge poleg vseh drugih izzivov lotiti tudi kadrovske stiske. Ta je bila zelo velika. Zadevo rešujemo, nekaj smo že rešili, imamo še vedno problem z učiteljem glasbe, ampak mislim, da bomo v kratkem uredili. Smo pa dobili učiteljico za matematiko, to, kar nam je v lanskem letu manjkalo. Iščemo pa še vedno, oziroma bomo iskali še učitelja tehnike in tehnologije. Slovenski bazen delavcev ne zadostuje več, dodaja. Tako so lani zaposlili učiteljico fizike iz Bosne in Hercegovine. V novomeški osnovni šoli Grm imajo srečo, da so kadrovsko pokriti, pravi ravnateljica Zdenka Mahnič. Si pa se strinja, šole dobesedno kradejo zaposlene. Je pa res, da je treba planirati v bistvu kadrovski primanjkljaj prej. Da tik ob zdajci je težko dobiti tisti profil, ki ga potrebuješ, ker jih na trgu ni. Težava nastane, ko zaposleni menjajo delovno mesto tik pred zdajci. K sreči so pridobili učitelje razrednega pouka in podaljšanega bivanja, dodaja. Nenaklonjeni so zaposlovanju drugih profilov na delovnem mestu učiteljev. Kolikor se pogovarjamo ravnatelji med sabo, vsi, ki imamo tako izkušnjo ali pa imajo tako izkušnjo, da pač zaposlijo, ekonomista, inženirja, tehnične stroke, kakorkoli, nekako se ne obnesejo. Poznati in upoštevati morajo namreč veliko zakonodaje in učne načrte. Meni je še zmeraj fajn učiti. Jaz rad učim. Jih pa čisto razumem, če kdo gre iz šole. Jim dam čisto tudi prav. Meni plača sploh ni toliko pomembna. To je ena stvar, ki je seveda živeti treba. Ni pa to prva stvar. Tudi z malce nižjo plačo, s pravo avtonomijo kot učitelj bi bil bolj zadovoljen, dodaja. Njegova sodelavka s 4-letnim delovnim stažem pravi, da je zahtevno tako delo z otroki, predvsem tudi starši, v poklicu uživam, ampak je veliko drugih dejavnikov, ki pač vplivajo oziroma spodbijajo, ali kako hočem reči, to moj pozitiven odnos do tega poklica. Katerega ugled tako ravnateljica pada, prav tako zanimanje mladih za študij. Če so imeli nekdaj približno 10 študentov letno na praksi, imajo zdaj 1 ali 2.